Na strani Obrazi slovenskih pokrajin ob imenu Zoran Božič piše: čeprav je bila adiplomska naloga iz jezika popoln neuspeh in tako dalje. Vprašanje, ali je bila res neuspeh? Najprej, kaj je objavljeno pravzaprav v slavistični reviji? Zato sem jaz primerjala praktično od besede do besede tipkopis z oznako A, diplomska naloga, mentor Jože Toporišič, Ljubljana 73-74, to je bil moj 3. letnik in če smo odkriti pravzaprav tudi Zoranov 3. letnik, ker je v 3. letniku iz Toporišičevega letnika prišel v letnik profesor Pogorevčeve in na to objavljenega članka v slavistični reviji 74, zdaj lahko si preberete naslova, tisto, kar je rumeno označeno, je zato, da vidite, da je Toporišič malce zlektoriral naslov. Tisto, kar je omembe vredno, je, da ob oznaki A, diplomska naloga, z Zoranovo pisavo pripisano referat v 2. letniku. Božičev 2. letnik je bil 71-72. Mislim, da to referat je verjetno bil na to temo, vendar je na podlagi referata seveda nastala potem diplomska naloga, ker kot boste videli, nekatere stvari, ki jih citira, še niso bile objavljene leta 71-72. Prva stvar, ki sem jo že omenila, je bilo izmenjevanje Toporišiča in Pogorevčeve generacijske v vsakem letniku. Bom povedala, zakaj to omenjam, oziroma tiste, ki že veste, spominjam. Načeloma, ker je torej Zoran Božič prestopil v 3. letniku iz Toporišičevega letnika v letnik profesor Pogorevčeve, še ni poslušal sociolingvistike, sigurno ne, stilistiko pa, ker ne vem, kdaj natančno je oddal v 73-74 diplomsko nalogo, mogoče nekaj, ja, mogoče ne. Vsekakor ni poslušal še celote na slovenistiki. Kaj je bilo takrat v zvezi z socialno zvrstnostjo objavljeno? Toporišičev SKJ 1-4 in sicer leta 70 je išla 4. knjiga, v kateri so omenjene pogovorne zvrsti. Poleg tega še članek Toporišičev iz leta 70 slovenski pogovorni jezik in članek Toma Korošca iz 72 neknjižne in govorne prvine v Zidarjevi prozi. Za analizo besedja pa je leta 70 išla prva knjiga samo, Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Božičeva objava v slavistični reviji obsega 30 strani, kar me bo mogoče Miran popravil, je izjemno velika objava. Mislim, da danes tako obširne objave ne more v slavistični reviji objaviti več nihče. Vemo tudi nekateri, da je Toporišič v objave kot urednik rad posegal tudi lektorsko, medtem ko primerjava med obema besediloma, o katerih sem govorila, kaže pravzaprav minimalno poseganje, lektorsko praktično ne, terminološko bom še omenila na 2 konkretnih primerih, kjer je bilo to pametno, pač pa hoče s tem nekaj povedati, bom povedala kaj. Skratka, diplomska naloga nikakor ni mogla biti popoln neuspeh, prej bi rekla, bila je popoln uspeh, glede na objav.
To je Zoranova lastna oznaka, verjetno, da je bil neuspeh. Ne vem. Že, samo gradivo za članek je prišlo od Zorana v obrazi slovenskih pokrajin. To je njegova samopresoja. Jaz samo povem, kaj je bilo in kaj ni bilo. Skratka, verjetno je bila stvar uradne oziroma uradniške narave, ker je on pravzaprav napisal adiplomsko nalogo, takrat, ko je bil vpisan v 3. letnik. Distancirati se je hotel tega, ja. Skratka, tisto, kar je važno, izrablja v članku in v nalogi, to zdaj, kot sem rekla, pravzaprav isto, tedaj veljavno jezikoslovno terminologijo in literaturo, zborni jezik, splošni pogovorni jezik, pokrajinski pogovorni jezik in narečje. Te vrste terminologija se je bila še potem v Toporišičevih slovnicah tako leta 1976 kot 1984 še vedno, praktično do leta 1990, ko so išla pravila slovenskega pravopisa. Tomo Korošec, na primer, leta 1972 govori še samo o knjižnem in neknjižnem v Zidarjevi prozi. Seveda se postavlja vprašanje, a je bil splošni pogovorni jezik razumljen kot del knjižnega ali ne knjižnega jezika. V celotni nalogi, kar je bilo drugače v nalogi, je Toporišič potem popravil, se pogovorni jezik ves čas postavljal v opreko z zbornim jezikom, ne s knjižnim, ampak zbornim. To je skratka tako vprašanje, ki mislim, da ostaja nerešeno, kar mislim, da tudi v Toporišiču ni bilo rešeno. Mislim, sem preskočila diapozitiv. Metoda dela je takšna, kot je takrat bila, analiza gradiva po jezikovnih ravninah, od glasoslovja do skladne. Pričakovano seveda najobširneje in najbolj natančno v okviru glasoslovja, kjer so nezborne, torej pogovorne zvrsti, ločene na splošno in pokrajinsko pogovornost. Opis in zgledi sledijo natanko alinejam iz slovenskega knjižnega jezika 4 Toporišičevega. Je pa zanimivo mogoče, da od vseh možnih redukcij Jovanovič samo redukcije ija v dajaniku in mestniku osebnega zaimka nikjer ne upošteva, se pravi meni, nikoli ne napiše meni, nikoli ne napiše meni in tako naprej. To je edina, ki je sploh ne upošteva. V vseh nadaljnih ravninah pravzaprav ni več tako razparcelirano, tako že pri oblikoslovju so vse nezborne značilnosti napisane kot eno in že tu se pojavi nekaj tudi stilne zaznamovanosti, torej ne samo zvrstna, ampak tudi stilna zaznamovanost kot govorjenost. Pri analizi besedja so izrabljeni, kot rečeno, kvalifikatorji SSKJ-ja, kar ni bilo v prvi knjigi, je moral Zoran pač po istem principu klasificirati sam, v pač knjižno, pogovornost in tako naprej. Poleg socialno zvrstnih kvalifikatorjev upošteva tudi ekspresivno, pa smo spet pri stilistiki, spet skače noter stilistika, recimo kletvica, psovka, vulgarno in tako naprej. V analizi skladenskih struktur pa pravzaprav upošteva predvsem stilistiko, zato je seveda tudi Toporišič zamenjal njegov termin neknjižno z neobčevalno. Termin neobčevalno je v bistvu stilistični termin, ne socialno-zvrstni. Ima pa seveda tudi zvrstnostno točko 6, piše v nalogi neknjižni besedni red, Toporišič je popravil nezvrstni besedni red.
Do te točke, analiza, je to samo ali pa predvsem zelo dobra diplomska naloga. Tisto, kar Zorana Božiča kaže kot raziskovalca, je obdelava podatkov, statistična obdelava in pa interpretacija dobljenih podatkov. Dobite v teh, tukaj imate še nekaj napisano, jaz vsega tega ne bom govorila, v katerih poglavjih to natančno, v katerih stranih. Ja? K statističnim podatkom, samo da si ogledate, kako je to Zoran delal. Tukaj, kot vidite, ima 4 osebe. 4 osebe so analizirane, pravzaprav samo te 4 nastopajo, pa še voznik, ki mimo pripelje. To je ženska, ena kmetica, ki pride mimo s kolesom. Potem štoper, ki se postavi zraven Ico in Miša, sta mož in žena, ki tako bi rekla malo zabavo štopata, da ugotavljata, kako nihče ne ustavi. Tole je razpredelnica splošne pogovornosti, tole pokrajinska pogovornost. Tisto, kar je važno, je, vidite, pri vsaki osebi so označeni plusi in minusi, se pravi, katere značilnosti se drži, katere ne, oziroma katera istovrstna značilnost nezbornega jezika je enkrat tako, enkrat drugače, kot vidite, imajo nekateri zgore plus, pa spodaj minus pomeni, da je različno zapisano v Jovanovičevem tekstu. Jovanovičev tekst je izšel leta 70 v Problemih. To je pa sumaričen prikaz, torej to je njegova statistična obdelava. Tisto, kar, zdaj pa interpretacija te obdelave, seveda, ker, kot smo rečeni, so bili lahko plus in minus pod istovrstnim odstopom od zgornosti, ugotavlja Božič, da pravzaprav Jovanovič skuša predstavljati pripadnika, torej katere zvrsti, kdo je, samo z kvantiteto, ne pa toliko s kvaliteto odstopa. In potem iz tega izpelje sklep, štopar pokrajinska pogovornost, Ico splošna pogovornost, ženska narečno in Miša zbornost. Moram reči, da v glavnem podatki na drugih ravnih te ugotovitve precej dopolnjujejo, podpirajo. Rečem precej zato, ker tam pa ni več tako zares narejenih številčnih podatkov, kar je logično, ker značilnosti niso tako natančno določene. Iz tega dalje, da ne govori kvalitativno o pripadnosti, ampak s kvantiteto izpelje sklep, da torej v glavnem pri Jovanoviču za kvantitativni prikaz, ne pa za kvalitativnega in potem da ugotavlja, da Jovanovič pravzaprav ni dosleden pri njegovem opisu govora oseb. In izpelje osnovno vprašanje, ki do danes ni rešeno, to bomo videli na koncu, ali na umetnostno besedilo, pisno umetnostno besedilo dosledno kaže govor posameznih junakov, ali naj ga pravzaprav samo nakazuje. Ker če ga bo dosledno kazal, potem ga mora pokazati fonetično. Zdaj, da bi nekdo, literat, pisal fonetično, prvič, od ne zna, in drugič, tudi če bo kdo bral, ne zna tistih podatkov pravilno prebrati.
Naprej poskuša pa interpretirati, to so pa zdaj te stopne, ko gre res čez, ker sociolingvistika načeloma še ni poslušal. In tudi sicer v začetku 70-ih let sociolingvistika še ni bilo pri nas toliko. Govori o tem, da najprej, pravzaprav tudi naš posamezni govor ne gre izključno samo na eni ravni, ni samo splošno pogovorno, pa samo pokrajinsko pogovorno, pač pa da mnogokrat mešamo, kako mešamo še naprej, to je naslednja stopnja, mešamo. Pokaže to na Jovanovičevem načinu, bi rekla, komunikacije. Potem strelja naprej, to je tako veliko Slovencev, in naslednja gre korak naprej, ko pokaže na dvoje. Kdaj in zakaj spreminjamo? Prvič pokaže, da Ico prilagodi svoj govor Štoparju, Ico načeloma splošno pogovorno, Štopar pokrajinsko pogovorno, in ko je potrebno, da ga pridobi na svojo stran, to je tam, kjer so narekovaje iz teksti iz Zorana, da ga pridobi na svojo stran, se spusti na njegovo plast pogovornega jezika. To je ena stvar. Druga stvar pa je, kadar je čustveno stanje afekta, takrat gre v pogovornost. In sicer ugotavlja pri Icotu, ugotavlja razmerje 16 proti 27, 16 odstopov od zbornosti pri mirnem pogovoru, se pravi neafektiramo, 27 pri afektiranju. Na ravni besedja je pa to razmerje 38 proti 98, se pravi še mnogo več kot na ravni glasoslovja. Če pomislimo, v kakšni fazi je bila sociolingvistika v tem času, ko je on študiral pri nas in dejstvo, da on tega ni poslušal. Zdaj pa samo še aktualizacijo. Lani jeseni je imela AGRFT, Akademija, en simpozij z naslovom Govor in prostor. O tem simpoziju oziroma nekih sklepih ali diskusiji pripoveduje v letošnjem jeziku in slovstvu, poroča Martin Vrtačnik in kaj pravi. Da so se na dveh straneh znašli jezikoslovci in gledališki praktiki. Jezikoslovci bi radi imeli eksaktno pojmovan pogovorni jezik, torej v vseh pogovornih zvrsteh opisan natančno, medtem ko gledališčniki pravzaprav se zavestno prepuščajo fluidnosti, ker je pač odvisno, v katerem okolju, na kakšen način se v nekem kreativnem procesu dogajajo ti odstopi od zbornosti. Hvala lepa.